Po 2 letih odsotnosti se v Veliko Polano vrača Pomurski poletni festival, in sicer že po tradiciji v prvem tednu meseca avgusta. 8-dnevni festival od 30. julija do 6. avgusta bo letos praznoval srebrni jubilej in bo spet središče glasbenih, športnih in kulinaričnih dogajanj. Prihajajoča poletna doživetja je predstavila predstavnica društva Štrk Slovenija Nina Lebar. Bomo danes predstavili program Pomurskega poletnega festivala 2022. Ta se bo letos odvijal od sobote do sobote, od 30. julija do 6. avgusta na že vsem dobro znanem prireditvenem centru Poljana v Veliki Polani. Torej, s kratkim premorom zaradi epidemije covida letos nadaljujemo s tradicijo in bomo že 25. leto skupaj ustvarjali najlepša doživetja našega in pa vašega poletja. Da vam predstavim dnevno dogajanje, dogodke čez dan, športne, kulinarične in pa ostale dogodke, potem pa sledi še večerno dogajanje. Torej, Pomurski poletni festival začenjamo v soboto 30. julija, ko bomo popoldanski program otvorili s kolesarjenjem vseh generacij in dogodkom Vsi klačimo Spytski. Začenjamo ob 14. uri. In ob isti uri pa vabljeni tudi, da se polanskim Pytskom tradicionalno pridružijo tudi starodobniki. Potem festival nadaljujemo v nedeljo 31. julija ob 13. uri. Najprej začenjamo s turistično tržnico, kamor so vabljeni tradicionalno vsi ponudniki vin, kulinaričnih dobrot in pa domačih rokodelskih izdelkov. Stojnica je tudi letos zastonj, zato vabimo vse ponudnike, da se oglasijo v Ticu Štrk in si tam tudi stojnico rezervirajo. Ob 14. uri sta na sporedu že vsem znani tekmovanji, dobro znani tekmovanji Štrksi in pa Kmečka olimpijada. Tukaj vabimo vse zainteresirane, da z eno skupino osvojijo nagrade obeh tekmovanj, torej 1000 evrov praktične nagrade in pa potem tudi pokale. Podrobnejše informacije o samih tekmovanjih na www.strk.si. V ponedeljkovo dogajanje se vračamo tradicionalno, kot vsako leto, ob 16. uri začenjamo z balinanjem, ob 17. uri pa sledi nogometna tekma med predstavniki občin in predstavniki medijev. Potem nadaljujemo v torek 2. avgusta, ko bo v organizaciji NK Polana potekala revijalna tekma ob 17. uri. Potem po prostem sredinem popoldnevu sledi že tradicionalno četrtkovo srečanje seniorjev ob 13. uri. V letošnjem letu pa je to eno novostno predstavljeno tekmovanje v kuhanju bujte repe iz sredo na četrtek, torej 4.8. od 14. ure naprej. Mislim, da je že vsem znano, da je tudi Velika Polana Guinnessova prestolnica bujte repe. Zato se vsako leto tukaj pri nas tudi ostale skupine že lepo izkažejo. Potem pravila, pogoje in pa prijavnico lahko najdejo zainteresirani na spletni strani www.strk.si ali pa se oglasijo v Ticu Štrk. No, tudi v letošnjem letu smo pripravili program za naše najmlajše. Med ponedeljkom in petkom med 10. in 15. uro organiziramo poletno počitniško šolo, polno zanimivih dogajanj, kot so na primer spoznavanje čebelarstva in gasilstva z lokalnimi predstavniki, potem lov na zaklad, športne igre in pa petkov tradicionalni izlet. V soboto, torek, sredo in pa petek si bodo otroci na odprtem odru prireditvenega centra ob 19. uri imeli možnost ogledati tudi predstave gledališča Kukuc. To so Pikina pustolovščina, Načira barki, Krtek v mestu, Pika in Cene v pravljici. Torej vabljeni tudi najmlajše generacije. Potem pa sledi večerno dogajanje, ki bo v letošnjem letu tudi zelo pestro. Za uvod v glasbene večere 30. julija se bomo najprej ogrevali z mladimi glasbeniki skupine Til, Čeh in Petelini, potem pa nadaljujemo s trenutno zelo popularnim glasbenim izvajalcem na naši sceni, to je Luka Basi. V nedeljo 31.7. nas bodo svojo energijo na odru najprej ogreli Balkan Boysi, potem pa sledi ženska skupina The Frajle. Ponedeljkovi večeri so že tradicionalno rezervirani za dalmatinsko glasbo, letos bomo prisluhnili klapi Šufit že od 21. ure naprej. V torek 2.8. se bomo na odru Pomurskega poletnega festivala ogreli skupino Weekend Band, sledijo pa še vsem dobro znane učiteljice. Noro noč polno zabave v sredo obljublja Čale Salem, ki bo ogrel ozračje za Magnifica, ki pa Veliko Polano prihaja v sklopu turneje Tour de l'Amour. Četrtkovi dnevi oziroma popoldnevi in pa večeri so na Pomurskem poletnem festivalu namenjeni narodno-zabavni glasbi.
Ob 13. uri se bodo na prireditvenem prostoru srečali seniori, ki se bodo zabavali ob zvokih polanskih zvokov. Na glavnem odru zvečer od 21. ure naprej pa bo nastopil Dejan Vunjak z Brandijevimi barabami. V petek zvečer se spet ogrevamo z rokom in nas čaka prava eksplozija roka s skupino Bigfoot Mama, predtem pa nas bo ogrevala še skupina High Voltage. Pomurski poletni festival zaključujemo v soboto, 6. avgusta. Zvečer nas bo najprej zabavala skupina Prestiž, potem pa zaključujemo večere na Pomurskem poletnem festivalu s koncertom Severine. Društvo za šport, turizem, razvoj, kulturo Slovenije, Štrk Slovenija, ki je organizator in promotor enega največjih festivalov v deželi ob Muri, tudi letos ob znanih glasbenih imenih pričakuje množičen obisk. Tudi zato, kar je ob koncu predstavitve vsebine Pomurskega poletnega festivala izpostavila Nina Lebar. Ne smemo pozabiti na drugi oder Pomurskega poletnega festivala, ki je zdaj že tradicionalno obarvan v ritmih elektronske glasbe in pa repertoarja DJ Črta. No, informacije glede vstopnin. V letošnjem letu bodo vstopnine za 3 koncerte oziroma 3 festivalske dni, in sicer v sredo 3.8., v petek 5.8. 10 evrov in pa v soboto 6.8. 15 evrov. Tudi letos pa ne izključujemo možnosti, da je do 20:30 ure vstop prost.